Dobrodošli na forumu Mirovnega inštituta, ki ga organiziramo v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Moje ime je Veronika Bajt, sem raziskovalka na Mirovnem inštitutu in veliko veselje mi je, da so danes z nami tri odlične sogovornice, ki imajo bogate večletne izkušnje delovanja na področju raziskovanja, strokovnega dela in nasploh zauzemanja za človekove pravice v okviru obravnavane teme. Docent dr. Anja Zalta je sociologinja religije, etnologinja in kulturna antropologinja, raziskovalka na področju primerjalne religiologije, religije in človekovih pravic, religijskih manjšin, spola in religije. Anja od leta 2010 predava na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in sicer predmete z področja sociologije religije. Ilja Pašič-Višič je dolgoletna zagovornica deprivilegiranih, humanitarna delavka in aktivistka, častna ambasadorka medkulturnega dialoga in ambasadorka EU v letu boja proti revščini in socialni izključenosti, je koordinatorka Visokega komisariata Združenih narodov za begunce. Pred kratkim pa je bila zaradi svojega dela v javnosti prepoznana tudi kot nominiranka za Delovo osebnost leta 2015. Vodi društvo UP Jesenice in Zavod Abraham, trenutno pa je magistrska študentka socialnega menedžmenta. Kolegica dr. Ana Frank je raziskovalka religijskih diskurzov v kontekstu enakosti spolov in diskriminacije. Raziskavo za svojo doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv konteksta evropeizacije na religijske diskurze v javnih politikah enakosti spolov in intimnega državljanstva v Turčiji je opravljala na Sabanči univerzi v Istanbulu. Ana je tudi avtorica knjige Feminizem in islam, Turške ženske med Orientom in Zahodom, brezplačni izvodi publikacije so na voljo in ste dobrodošli, da si v odhodu vzamete svoj izvod. Poleg tega pa seveda imate tam na voljo tudi nekaj teh razglednic, ki vas opozorijo na tematiko, ki je aktualna danes, tematiko beguncev in migracij. Skratka, dobrodošle še enkrat vse sogovornice. Današnje emisije v bistvu naslavlja vprašanja o islamu, ki jih generira, tukaj je še nekaj stolov, aktualno vprašanje o islamu, ki jih generira tako imenovana begunska kriza. Želimo premisliti, kako se v trenutni situaciji sploh odzivati. Vprašanja, ki jih želimo odpirati, so težka, zahtevajo poglobljeno razpravo. Tematika današnje okrogle mize bi lahko rekli je nekako občutljiva. Zato bi še posebej rada poudarila, da je namen dogodka v tem, da pač tematiko naslavljamo tako, da poslušamo znanstvene argumentacije in se pogovarjamo o odprtih vprašanjih, svoje mnenja, če tudi morda nasprotujoča, pa seveda izmenjujemo na vljuden, umirjen način. V začetnem delu bom zato najprej prosila vabljene govorke, da bodo vsaka na kratko predstavili svoj strokovni in izkustveni pogled v temo ženske vloge v islamu in po teh kratkih uvodnih predstavitvah, po nekem kratkem pogovoru, boste seveda povabljeni tudi vsi prisotni v diskusiji. Vljudno prosim za to, da si svoje komentarje, mnenja in vprašanja zabeležite za malce kasneje. Torej, naslov današnjega foruma je zelo poveden. Mogoče dva stavka v pojasnilo. Na Mirovnem inštitutu smo s kolegicami v bistvu zasnovali ta forum že jeseni. Nekako novembra je bilo že skoraj da vse dogovorjeno, pa potem zaradi spleta okoliščin ta forum izvajamo sedaj, pravzaprav kot da ga izvajamo v nekako direkten odgovor na aktualne dogodke. Seveda pri tem, kot sem rekla, kljub temu, da smo zadevo zasnovali že prej in kljub temu, da to temo smo mislili nekako tako ali tako zagrabiti v javnosti, ne moremo mimo aktualnih dogodkov in dejanske situacije, v kateri je Slovenija, Evropa pa pravzaprav svet globalno.
Gre namreč za ta širši kontekst, ki ne zaobjema le tako imenovane begunske krize in z njo povezanih globalnih razprav o migracijah, o vprašanju integracije, grožnji terorizma in vse bolj prevevajočemu varnostnemu diskurzu in militarizaciji naših družb. Ob tem je namreč nujna neka kontekstualizacija tudi z vidika procesov globalnega neokolonialnega izkoriščanja in demontaže celotnih držav oziroma regij tako imenovanega globalnega juga, ki se duši v vojnah, nasilju, izkoriščanju, pomanjkanju, je skratka skrajno marginaliziran. Hkrati neoliberalistični pritisk vpliva na vse nas, na državljanke in državljane pravzaprav privilegiranih evropskih držav, ki smo bolj ali manj tudi ujeti v logiko kapitala in hiranja socialne države ter plenjenja transnacionalnih finančnih elit. Gre torej za zelo kompleksne procese, ki jih je seveda težko misliti. Zato vsakokratne strahove in probleme vse bolj uspešno naslavljajo populistična gibanja z preprostimi formulami, s preprostimi odgovori, ki svet režejo na dva pola. Na nas in njih, na našo in njihovo kulturo in pravzaprav na našo civilizacijo in na njihovo barbarstvo. V tem zgodovinskem trenutku, ki je za nas pač trenutna sedanjost realnost, ki jo živimo in se z njo kritično soočamo ali pač ne, je zato še toliko bolj ključno, da javno razpravo umirjamo, da vanjo vstopamo z znanstvenimi izsledki, strokovnimi, premišljenimi argumenti. Še več, mislim, da je nujno omogočanje vključevanja v javno razpravo predstavnikom in predstavnicam manjšin marginaliziranih populacij. Zdaj, ko je novembra lani stranka SDS predlagala prepoved burke in nikaba v Sloveniji, smo se tudi v nacionalnem okolju pridružili javni razpravi, ki je v bistvu v Evropi in svetu, ki poteka že daljše obdobje. Gre seveda za vprašanje pokrivanja, ki buri duhove in o katerem imamo ponavadi zelo močna mnenja. Bolj malo pa imamo preverjenih informacij ali še malo izkustva. Na ta način se preusmerja pozornost v bistvu iz stvari, s katerimi bi se bilo zares potrebno ukvarjati, pa se ne. Raznolikost praks pokrivanja se torej izvede na zgolj eno premiso, ob tem pa umanjka kritična analiza obstoječih sistemov integracije, še manj pa je v javni razpravi v bistvu debate o patriarhalnem sistemu neenakosti spolov in tako naprej. Ko se je v prvih dneh januarja pojavila novica o silvestrskih množičnih napadih, nasilju nad ženskami v Nemčiji, pa se je že tako razgreta javna razprava v bistvu o vlogi islama v Evropi še dodatno zaostrila. Na eni strani so bili odzivi, da so napadi posledica, kot že rečeno, neke zgrešene politike strpnosti, nepremostljivih kulturnih razlik in domnevno nasilne seksualnosti muslimanskega moškega. Na drugi strani v razpravi pa so seveda opozorila, da je spolno nasilje težava celotne družbe, ne pa pojav, ki bi bil značilen zgolj za preseljence. Zdi se, da prva stran druge strani sploh ne sliši. Naj poudarim, da današnja omizje izhaja iz jasne pozicije, da je vsakršne napade seveda treba nujno obsoditi. A brez javne razprave, le nekako z nekim odgovorom represije, se stvari ne bodo uredile, saj s tem ne naslavljamo kompleksnosti situacije. V čem se torej teče javna razprava? Zdaj, ali se, ko govorimo o muslimankah in muslimanih, pogovarjamo o islamu kot kulturi, religiji, tradiciji, ali pa nas prevevajo predsodki, ki v bistvu izhajajo iz nekega strahu pred drugim, pred drugačnim, pred neznanim. Ali se pogovarjamo o raznolikih položajih žensk in skušamo ukrepati na načine, ki so v skladu s pridobitvami nekih progresivnih vrednot enakopravnosti spolov, ali pa le v bistvu reproduciramo
stereotipe, vsiljene stereotipe in predsodke o domnevnem neskladju med različnimi kulturami. Ne? Torej, ali smo sposobni razločiti dejansko skrb za varnost in dobrobit žensk od zlorabe desetletnih prizadevanj progresivnih in feminističnih gibanj za namen širjenja nestrpnosti. Jaz se tukaj ustavljam, vzela sem si že preveč časa in naslavljam kar našo gostja Anjo Zlata. Prosila bi te, da poveš morda malo več o različnih tipih zakrivanja, da mogoče predstaviš to, ker v svojem delu se dovolj s tem ukvarjaš, pa te kar prepoznim. Hvala lepa in lep pozdrav seveda vsem vam, ki ste tukaj. Hvala tudi Veroniki in Mirovnemu inštitutu za to povabilo. Zdi se mi izjemno pomembno, da se seveda družimo, da se prevprašujemo, sprašujemo, ponavljamo ene stvari, pa vendar tudi seveda na novo odstiramo. Zdaj name je seveda prvo vprašanje muslimanskega zakrivanja, pokrivanja, ne vprašanje pokrival, raznolikosti le-teh. Jaz mislim, da je zelo pomembno seveda, da se zavedamo raznolikosti različnih pokrival, različnih od tančic, se pravi do oblačil islamskega sveta, ki so rekla, izredno raznolika. Ne? Tudi ko se vršijo neke prepovedi v evropskem in tudi seveda širšem svetovnem kontekstu ali pa prevpraševanja, razmišljanja o vlogi zakrivanja, seveda se ne ve čisto natančno, o čem pravzaprav govorimo. Ali govorimo o burki, ali govorimo o nikabu, ali o čadorju, ali o hidžabu, feredži. Se pravi, vse to so seveda raznoliki načini pokrivanja, odvisno tudi od kulturnih specifik določenega geografskega prostora. Zgodovinski dejavniki seveda vplivajo, kot se rekla, družbeni dejavniki na različne načine in seveda specifike. Burka kot najrigoroznejše oblačilo islamskega sveta je seveda značilna za Afganistan. Druge je praktično ne najdemo, vsaj v začetni fazi. Ne? Potem se seveda burka pojavlja tudi kot simbol, vendar tudi, kot moramo upozoriti, političnega islama, neke vrste politične ideologije lahko. Ne? In seveda, verjetno, ko naslavljamo kritike na nošenje burk, razmišljamo seveda o tej poziciji oziroma o tej dimenziji, politizacija islama. Ne? Nikab je verzija zakrivanja, pri burki, če rečemo, je vendarle pokrit ves obraz, imamo samo režo, ki je tudi praktično oči so nekako gosta mreža čez oči, ne? In je dejansko cel obraz pokrit. Pri nikabu je pokrito celo telo, ampak vendarle so oči odprte, ne? Lahko vidimo, se pravi, ta reža ni prepletena z gosto mrežo, ampak lahko seveda vidimo oči ženske. Čador je pokrivalo značilno za postrevolucijski Iran, gre za dolg črn plašč, dosega do gležnja, prekriva lase, vrat, ramena. Hidžab kot pokrivalo je dobesedno pomeni zastor ali zaveso. Danes ga uporabljamo predvsem kot ruto, ki pokriva lase, vrat, obraz in pušča, se pravi vrat, obraz pa pušča odkrit. Ne, tudi feredža kot znana ruta bosanskih muslimank pušča obraz odkrit. Tako da seveda, ko se sprašujemo o teh oblačilnih navadah in tudi seveda vseh sankcijah, ki nekje pritičajo oziroma vprašanje, ali tolerirati prakse, ali jih prepovedati, moramo seveda vedeti, da je diskurs otovorjen z različnimi stereotipi in tudi politizacijo. Ne? Noben drug praktično simbol ni tako tovorjen z temi, se pravi, stereotipi kot prav muslimansko in predvsem govorim o ženskem muslimanskem oblačilu. Ne? Če naprimer je nekje za časa kemalistične prepovedi, ne, ko je Turčija postala iz Otomanskega cesarstva, ko se je preselila, prevesila v republiko, bil pod udarom tudi fez kot moško pokrivalo, ko se je prepovedalo kot religijsko pokrivalo, pa se o tem praktično ne govori več. Ostaja v bistvu samo vprašanje ženskega pokrivanja, zakrivanja, zato ker seveda tudi ni enoznačnih odgovorov o tem, v bistvu, zakaj je ženska zakrita. Kot sem rekla, več je teh interpretacij, različnih tolmačev. Ena seveda je pač razlaga, da je zakrivanje
inštrument patriarhalnega zatiranja žensk. Druga takšna razlaga je, da je ruta lahko simbol političnega islama, to, kar se je zgodilo za časa revolucije v Iranu, ko so se ženske začele, če jih je prej, rečemo, Iran za časa šaha odgrnil, ker so bile, bom rekla, moderne, tudi v modernih oblačilih, je potem novo zakrivanje za časa iranske revolucije kot neka reakcija na, rečemo, zahodne vrednote, na modernizem, ki je bil usiljen, kot mnoge verjamejo. In pa potem tudi tako imenovano, kot sem že imela, novo zakrivanje v smislu islamskega feminizma, da se seveda tudi muslimanske ženske feministke želijo zakrivati, v tem smislu, da imajo s tem možnost nastopanja, vstopa v javno sfero. Zdaj, kaj to pomeni? Seveda, islamske feministke se pri tem novem zakrivanju dejansko bojujejo na dveh straneh. Proti sekularni državi, če ostanemo naprimer konkretno, ker je ta novo zakrivanje izredno močno, naprimer v Turčiji, v Turški republiki, kjer sem rekla, da je kemalistična država odgrnila ženske in je prepovedala zakrivanje v javni sferi. Zdaj to novo zakrivanje, seveda, je na nek način upor proti sekularni državi. Po drugi strani pa tudi proti tradicionalnemu moško dominiranemu pogledu, na muslimanke, ki jim odreka vstop v javno sfero. Seveda je zdaj tudi takšna, bom rekla, formulacija na nek način problematična, ker pač domneva, da je javna sfera pod dominacijo moškega pogleda. Se pravi, ženska se mora zakriti na nek način, da lahko deluje v tej javni sferi. In hkrati seveda zaščititi svoje telo pred tem preiskovalnim, tudi žaljivim moškim pogledom. Zdaj, kar se tiče Evrope, mogoče samo toliko, pa bom potem se še navezala verjetno. Obstaja seveda, Veronika omenila to prepoved, kjer se tudi v slovenskem prostoru začela odpirati prepoved burk, vprašanje burk. Zdaj, to gre seveda z roko v roki, bom rekla tako. Na eni strani gre za neko brezglavo prepoved, ki izhaja iz nepoznavanja kompleksnosti problematike, tematike, ustvarjanje seveda na nek način tudi paranoične situacije, sejanje strahu, zato ker, kot se reka, samih burk v slovenskem prostoru praktično ne srečujemo. Če pa jih tistih par, pa seveda treba si zastaviti drugačno vprašanje. Verjetno sem prepoved burk kot takih, ampak verjetno gre tudi z roko v roki za vprašanje tudi varnosti. Zdaj, če se sredotočim na Francijo, ki je leta 2004 uvedla skrajno kontroverzen zakon v smislu, da sekularna država prepove religijske simbole v državnih šolah, ne samo naglavna pokrivala, ampak tudi križe, tudi jarmove, se pravi judovske čepice. Potem pa seveda 2011, bom rekla, specifično govorijo o prepovedi zakrivanja obraza. Tukaj lahko seveda govorimo o burkah, govorimo pa tudi o zakrivanju v smislu, da je iz varnostnih razlogov prepovedano nošenje mask ali polkap. To so tiste kape, ki jih seveda nosijo tudi tako imenovane balaklave, ki jih nosijo moški v nekih, rečemo, skupinah, mogoče radikalnih, v tem smislu. In v tem kontekstu seveda ima prepoved burk, ne samo burk, ampak tudi zakrivanje obraza kot takega, seveda to varnostno konotacijo. Enako v Belgiji 2011 prepoved popolnega zakrivanja obraza, dve trditvi, se pravi iz varnostnih razlogov ta prepoved in hkrati istočasno burka kot sredstvo zatiranja, tudi to je treba prepovedati. Belgija in Francija sta trenutno edini dve državi, ki imata prepoved javnega nošenja tančic, ki prikrivajo obraz. Poznamo lokalne prepovedi, naprimer Italija, mesto Novara 2010 uvedlo na podlagi Severne lige, to je protimigracijska politična stranka, je uvedla zelo bizarn zakon, prepoved burkinja. To so kopalke, ki jih nosijo religiozne muslimanke. Zdaj, kaj te kopalke v bistvu žalijo, to nek kult
telesa ali karkoli. Skratka, ni čisto jasno. Španija 2010 v Barceloni prepove burke in nikabe v občinskih stavbah. V Rusiji naraščajoča napetost med etničnimi Rusi in muslimani z območja Severnega Kaukaza. Oblasti v Stavropolu prepovejo glavne rute v državnih šolah. Poskusi prepovedi se na podlagi pritoka muslimanskega prebivalstva, najdemo jih tudi v Avstraliji. 2014. Obiskovalce parlamenta želijo ločiti na te, ki so zakriti in te, ki so odkriti. V Kanadi prepoved zakrivanja obraza v času državnih ceremonij in debata o zakrivanju se redno odpira v Veliki Britaniji. Tu je treba tudi povedati, da je zakrivanje občasno bilo prepovedano tudi v večinsko muslimanskih deželah. Naprimer, sirska vlada je prepovedala tančico na univerzah leta 2010, vendar je 2011 spremenila prepoved na podlagi naraščajoče napetosti med muslimani. In že omenjena Turčija, ko je v 20 letih nastala kemalistična sekularna republika, je Mustafa Kemal Atatürk prepovedal javno zakrivanje žensk. Prepoved je pa današnja še vedno vlada, ki se drži na oblasti, AK-Party, se pravi Stranka za pravičnost in razvoj, ki je, lahko rečemo, islamistična, umaknila to prepoved leta 2013. Tako da vidimo, da gre za razlike med prepovedjo iz različnih razlogov. V Belgiji iz varnostnih razlogov, nestrpnost do muslimanov v Rusiji, seveda zaradi teh trenj, ki se dogajajo med etničnimi Rusi in muslimanskim prebivalstvom, in pa seveda določeni predeli, kjer lahko rečem seveda iz neke bizarnosti, ki jaz ne razumem prepoved burkinja v Italiji, kopali za muslimani, tako da je zelo različno. Zdaj, mogoče bolj pomembno seveda kot to je, da se vprašamo seveda, kakšno svobodo ima ženska pri tem. Ali mi dejansko slišimo ženski glas. Tako se pravi glas, da se ženska lahko samostojno odloči, da se zakrije, pokrije. To je razlika zakritje, bi rekli, zakritje pomeni zakritje celega obraza, pokritje pa na glavna ruta, kot nek simbol pobožnosti, bom rekla, neke vzdržnosti in tako naprej. Ali pa je to stvar seveda nekih pravil, ki jih določijo hegemoni, bodi si politični dostojanstveniki ali pa verski dostojanstveniki ali pa politiki. Koliko dejansko svobode ima ženska za to, da se lahko odloči. Mogoče še samo preden zaključim, naj povem, da kar se zgodovine zakrivanja tiče, je bilo tudi seveda zelo pomembno, da se ozremo v preteklost. Že stari Hebrejci, seveda ženske so se pokrivale kot znak pokornosti, pripadanja. Krščanski cerkveni oče Tertullian celo opozarja kristjane na to judovsko, bom rekla, pravilo, da ženska po poroki naj si nadane ruto, kar je znamenje podložnosti možu. To zagovarja tudi apostol Pavel, ki pravi, ženske naj molijo s pokrito glavo. In muslimanke se v bistvu zgledujejo, islam kot kasnejša religija, tako za judovstvom kot krščanstvom, se seveda zgleduje po praksah bližnjevzhodnega prostora. Muslimanke se zgledujejo po Perzikah, zgledujejo se po Bizantinkah. Ženske, tako Perzike kot Bizantinke, so bile tiste, ki so pripadale višjemu sloju, so bile zakrite. Nižji sloj ni bil zakrit. Tako da pokrivala, se pravi, imajo zelo različno funkcijo skozi zgodovino. Kasneje se da muslimanke uvedejo pokrivanje las kot neko, s tem, da seveda poudarijo skupno vero, poudarijo islam. Mogoče samo še jasno, da povem, potem seveda prepustim besedo mojim sogovornicam, da popolni nikab ali pa čador oziroma burka, te tri rigorozne oblike zakrivanja niso nikjer neposredno predpisani v islamskih svetih spisih. Ne v Koranu, ne potem v, rečemo, hadisih, kot tistih zapisani suni, zapisani praksi Muhameda, preroka in njegovih tovarišev. Obstajajo pa seveda tako imenovani šibki hadisi, ki so nastali po Muhamedovi smrti, se pravi tisti zapisi, ki so jih proizvedli religijski učenjaki, tudi v nekih drugih
kulturnih kontekstih in so začeli seveda vsiljevati tudi neko patriarhalno držo, ne? So začeli zapovedovati, kako mora biti ženska oblečena, kako naj se ne obnaša in tako naprej. In seveda to potem lahko postane, rečemo, ta kasnejša tradicija del tudi muslimanske identitete, ne? Da postane ženska tista, ki začne te novejše, če rečemo, variante uporabiti kot nujo za, ne, se pravi, kot tisto, kar nekaj definira njeno identiteto, da potem lahko uporabi burko ali čador ali nikab ali kakršnokoli drugo obliko. Zdaj, sem mogoče potem nekaj zaključim. Ne. Zdaj, kar je še zelo pomembno poudariti pri tej naglavni ruti, seveda, da večkrat se enači, kot sem že rekla, z politično ideologijo, z islamizmom, predvsem seveda na podlagi iranske izkušnje, iranske revolucije, kjer so se ženske začele zakrivati, ne, in kot take, seveda tudi nekje v kolektivnem spominu, ne, prodirajo seveda kot ideja, da gre za neko prežečo nevarnost, nevladljive, ne, ženske, ki seveda za tančico kuje lahko tudi neko, rekla, nevarnost, neka potencialna nevarna sila, ne, ki lahko seveda žensko mobilizira do takšne mere, da poprime za orožje pri obrambi te politične ideologije. Ne. To je verjetno tudi tisti varnostni moment, ki nekje zaposluje te predlagatelje, ne, zakona o burkah v slovenskem prostoru. Tako da toliko za enkrat, pa se pa še navežem. Hvala lepa. Hvala lepa, Anja. Jaz bi kar prosila, da glede na zdaj povedano, lahko se seveda neposredno navežeš. Moje vprašanje bi pa bilo, ko smo se pogovarjali, v bistvu, ko smo osnovali to okroglo mizo, smo se pogovarjali o tem, kako pravzaprav opozarjali na povezanost islama z Evropo oziroma islamske civilizacije v Evropi, ne, ves prispevek, ki ga je islamska civilizacija dala Evropi, nekako v dani situaciji se to ljudi ne dotakne več. Ne. Ti osveščaš, deluješ že 15 let verjetno, ne, če ne že več. Slovenija se pač ne more izogniti temu nekemu vseevropskemu, tudi globalnemu stigmatiziranju islama, muslimanov, smo del tega, kot smo zdaj videli, glede na Anja, tvojo prezentacijo, ne, v bistvu pomen rute na zahodu je zelo kontradiktoren. Ti kot muslimanka, ki se pokrivaš, ne, kako lahko nam recimo poveš tudi svoje lastne izkušnje, ali pa nam malo razkreš ta pogled. Najprej iskrena hvala za povabilo, za idejo, za ta pogumen korak naprej. Hvala tudi vam, da ste se temu povabilu odzvali. Vsekakor je pomembno, da se o teh stvareh pogovarjamo, da analiziramo stanje, družbo, v kateri živimo in da opozorimo na napake, ki jih družba sprocesuira in kako dejansko narediti nek sistem kohezije, v kateri bomo vsi z enakimi možnostmi in pa enako obravnavo ljudi deležni tudi nekega enakovrednega položaja. Skratka, ne nazadnje, tudi danes, leta 2016, se še vedno pogovarjamo o teh perspektivah in dilemah, ki jo ima ženska muslimanka na Zahodu v samem tem procesu integracijskih politik in pa sistemov. Nositi naglavno ruto in biti muslimanka na Zahodu pomeni biti izredno pogumna in pa izredno praktična. Zakaj? Zato, ker za tabo ne stoji nobeno reprezentativno telo. Muslimani v Evropi smo prisotni že stoletja in to je nek dejavnik, nek faktor, ki se zelo zanemarja in se mu ne posveča dovolj pozornosti. In ko govorimo o položaju muslimanske ženske v Evropi, potem govorimo o ženski, ki se nekako poskuša integrirati v to evropsko družbo, ne glede na to, da je v Evropi že rojena in da tu deluje že precej dolgo. Ne nazadnje nima svojega tega reprezentativnega telesa, ki bi ji nekako v skladju z evropsko vlado države, v kateri živi, zagotovil neko prijazno integracijo, nek prijazen proces vključevanja socialnega, družbenega v samo družbo. Muslimanska skupnost v Evropi ni monolitna. Gre za izredno heterogeno skupino muslimanov, ki prihajajo iz različnih delov sveta
In tu muslimani dejansko še vedno nismo prišli do tega skladja, kjer bi lahko ustanovili to neko telo, ki bi tudi na političnem področju zagovarjal pravice muslimanov in nekako omogočil ta enakovreden položaj. Skratka, govorimo o muslimanih, ki prihajajo iz arabskih držav, ki se močno razlikujejo po svoji etnični, kulturnem, socialnem ozadju, z muslimani, ki prihajajo iz afriških držav. In seveda se potem pojavlja vprašanje, zakaj so nekateri muslimani pri vključevanju v evropsko družbo uspešni, zakaj drugi niso. Muslimani v Sloveniji smo pripadniki bošnjaške skupnosti in nenazadnje ta naš integracijski proces ni bil tako zelo otežen, kot bi lahko govorili o vključevanju afriških muslimanov v francosko družbo. In te perspektive in pa te dileme, s katerimi se danes zahodne družbe oziroma evropske družbe ukvarjajo, so tiste družbe, ki so se na Zahodu že izoblikovale in so na Zahodu prisotne že stoletja. In pa kako se ukvarjati z muslimani, ki na Zahod še prihajajo. To je vprašanje begunske problematike, govorimo o tisočih in tisočih ljudi, ki si želijo evropskega načina življenja in ki dejansko poskušajo zaživeti nek nov način, nov sistem življenja in dati tudi svoj prispevek družbi, v katero ki jih gosti. Muslimanska ženska ima v evropski družbi seveda svoj položaj, ki pa nažalost še vedno ni ekvivalenten družbi drugih žensk oziroma položaj drugih žensk. Skratka, govorimo o nekem zanemarjenem odnosu. Seveda je tudi velika odgovornost na muslimanskih ženskah, da dajo svoj najboljši prispevek, da živijo v skladju z islamskim načinom življenja, ki je izjemen. Če se lahko osredotočimo na islamsko civilizacijo, ki je dala izjemno velik prispevek zahodni družbi, v kateri danes živimo. In potem vprašanje, zakaj so muslimani nazadovali in vsi drugi napredovali. Vsekakor je vse tisto, kar je povedala kolegica Anja Zalta, se ne more postaviti pod vprašaj, to so dejstva. Nekaterih stvari pač ne moremo spregledati in si ne moremo zatiskati oči pred tem, da so zahodni sistemi rušili dokaj stabilne vzhodne sisteme, postavljali pod vprašaj položaj žensk, ko so recimo napadali Afganistan, je bil eden izmed prioritet tudi ta, da se osvobodi žensk izpod burk. Nenazadnje Američani so odšli, ženske pa še vedno te burke nosijo. In skratka, gre za en tak koncept, ki je zelo jasen, okoli katerega jaz ne bi prav veliko polemizirala. Dejstva so in s tem se moramo tudi soočiti. Kako ustvariti to kohezijo, kjer pa bomo živeli enakopravno in pa v skladju, je pa vsekakor dvosmeren proces. Zakaj prihaja do tako radikalnih potez žensk? Recimo francoska vlada je prepovedala nošenje tančic. Zelo utopično je bilo tudi pričakovati, da bojo ženske dejansko te tančice res tudi odvrgle. Ne bojo se, nažalost, izobraževale v francoskem izobraževalnem sistemu, bojo se pa v islamskem. In tam, kjer se ne rodi ljubezen, se seveda rodi sovraštvo. In kako se lahko zgodi, da nekdo, ki je rojen Parižan oziroma rojen Francoz, posega tako nekih radikalnih ukrepih, ki jih večinske muslimanske skupnosti močno obsojajo in tudi jaz. Odgovor tudi tukaj dokaj preprost, zato ker je bil sistem integracije zgrešen oziroma napačno predstavljen. Muslimanske skupnosti so danes izolirane, so marginalizirane, so podrejene in so v zelo neenakovrednem položaju v vseh možnih pogledih. Če govorimo o
muslimanski ženski, o njenem socialnem statusu, o njenem družbenem aktivizmu, o njenem ekonomskem položaju, o njenem izobrazbeni stopnji. Govorimo o eni skupini ljudi, ki je v slabšem položaju, živi v slabših socialnih razmerah, je izključena, je marginalizirana. In potem vprašanje, kako se lahko zgodi, da nekdo, ki je rojen v evropski družbi, demokratično opevani družbi, sekularni družbi, se odloči za nek radikalen ukrep, radikalen korak, ravno v tem procesu integracije. Integracijo muslimani v Evropi zelo pogostokrat razumemo kot proces asimilacije. Se pravi nekaj, kjer nam ne bo omogočeno več biti to, kar si. Glavna ruta na ženski muslimanki, ki prakticira islamski način življenja in oblačenja, je njena osebna identiteta. In eden najbolj vidnih in najmočnejših simbolov verske pripadnosti in osebne identitete. A zopet na drugi strani tudi eden največjih dejavnikov stereotipizacije in pa dejavnik, ki zelo pogostokrat sprovede širne razprave, zelo nepotrebne, če me vprašate, tudi v političnem diskursu. Skratka, ta manevrski prostor za diskurs je zelo omejen, kar se tiče muslimanske populacije, zlasti ženske. Podpisali smo številne deklaracije, mirovne sporazume, številne ukrepe in sisteme, ki nekako promovirajo in implementirajo človekove pravice, in potem se soočamo z tako diskriminatornimi postopki, ko ne želimo vključevati ženske, ki nosijo na glavno ruto v zadrževalni sistem, v ekonomskem sistemu, socialnem in tako naprej. Skratka, ženske so lahko zelo veliko pripomorejo in doprinesejo k tem večkulturnem, večjezičnem, večverskem imidžu oziroma sliki podobi Evrope, pod pogojem, da jim dovolijo, da ostanejo to, kar so. Ženske vzgajajo skupnosti, celotne skupnosti, moški vzgajajo individualiste. Skratka, na teh ženskah je potrebno, tem ženskam je potrebno posvetiti veliko več pozornosti, kot smo posvečali do sedaj. Človek, ki mu to omogočimo, je človek, ki se bo znal postaviti zase in posledično tudi za kogarkoli drugega. Človeku, ki mu bomo dozeli njegov osebni jaz, oziroma njegovo identiteto, njegovo pripadnost, čemurkoli že, potem s takim človekom lahko počnemo, kar želimo. Skratka, vprašanje integracije ni vprašanje zgolj manjšin, ni to breme zgolj do pripadnikov določenih verstev, določenih etničnih skupin, nacionalnih in tako naprej. To je dvosmeren proces. Skratka, kjer se človeku, ženski, muslimanki omogoči, da z naglavno ruto prispeva družbi, v kateri živi. Njen prispevek je lahko zelo izjemen, lahko je znanstven, lahko je kulturen, lahko je umetniški, lahko je politični. Medkulturni dialog v Sloveniji je folklora in kulinarika, kjer manjšine kuhajo, večina poje, manjšine plešejo, večina ploska. Ta medkulturni dialog je potrebno nadgrajevati, nenehno nadgrajevati in osebno, kar si želim, je, da tudi te ženske, ki nosimo na glavno ruto, zasedemo nekoliko višji položaj v družbi, v kateri živimo. Jaz sem rojena Slovenka, Jeseničanka, aktivna na področju enakopravnosti človekovih pravic, implementacije enakih možnosti že precej let. In nisem ravno prepričana, da lahko uživam rezultate in da so ti rezultati tudi vidni. Vse, kar počnem, ne počnem zato, da bodo to moji vnuki imeli korist od tega. Počnem zato, da bom tudi jaz imela korist od svojega družbenega aktivizma. Skratka, muslimani imamo zelo veliko zadati, zelo veliko zapovedati in prav je, da nas nekdo ne samo posluša, ampak tudi nekako sliši.
Govorim o skupini, govorim o manjšini, ki je tu prisotna, ki je živa, ki je tudi vidna. Ženske, ki nosimo na glavno ruto, smo zelo, zelo vidne, nismo pa slišane. In ves ta boj proti terorizmu, boj proti radikalizaciji, sem jaz prepričana, da če bi se muslimansko skupnost vključilo v določene strategije, v določene politične procese, da bi ta boj bil veliko, veliko lažji. Skratka, tudi ženske muslimanke, ki smo tu, jaz nekako zelo veliko tudi predavam. In na zadnjem, ko sem predavala na Irskem, smo imeli konferenco, ki je govorila o islamofobiji v Evropi. Udeležencev na konferenci je bilo približno 1000, jaz sem bila edina muslimanka. Govorili smo pa o težavah, s katerimi se soočajo muslimanske skupnosti pri integraciji v večversko evropsko družbo. Skratka, nek tak moj moto, neko moje vodilo je nič o Romih brez Romov, nič o invalidih brez invalidov in nič o muslimanih brez muslimanov. To je ena taka napačna politična strategija, ki jo v Sloveniji imamo, da dejansko na teh položajih nimamo ljudi, ki bi res lahko dali ta svoj prispevek in tudi implementirali določene strategije. Jaz se tako včasih počutim, kot da bi meni dali, da bi izoblikovala načine za invalide. Seveda so te stvari lahko zelo občutljive. Muslimani v Sloveniji, muslimanke, ste dobrodošli, tudi v Evropi ste dobrodošli, ampak islam pa ni dobrodošel. Skratka, jaz to vidim nekako tako, ne dobrodošli ste, ampak ne pa tako, z naglavno ruto in z takim načinom, s takim stilom oblačenja, zato ker to ruši potem sistem vrednot, oziroma ruši sistem že nekako upeljav sistem evropske tudi zakonodaje in številne evropske vlade se soočajo s številnimi težavami, ko morajo najti rešitev za integracijo muslimanske ženske. Jaz mislim, da edina rešitev ni več v tem, da kreiramo in organiziramo okrogle mize in konference, na katerih se mi pogovarjamo. Jaz rešitev vidim zdaj zgolj tam, kjer je moč odločenja. To pa je ta politični sistem, v katerega bi bilo zelo dobro integrirati tudi pripadnike te manjšine. Skratka, muslimani rabimo reprezentativno telo, ki bo zastopalo interese muslimanov v Evropi. Govorim imam naziv Evropski muslimani, ki smo zdaj nekako prva generacija muslimanov je zelo velik poudarek dajala stabilizaciji družbene infrastrukture, tudi verske infrastrukture. Mi, druga generacija, čeprav zelo nerada uporabljam ta izziv, smo njihovi vnuki s popolnoma drugačnimi pogledi, s popolnoma drugačnimi pristopi, veliko bolj inovativnimi in pa veliko bolj pogumnimi. Skratka, smo vidnejši, smo tudi malce glasnejši in vse, kar je dejansko to, da se nas nekako vidi, da se nas sliši in da se nas enakopravno tudi obravnava. Kajti nobena marginalizacija ni prinesla nič dobrega in v Evropi se lahko zgodi ravno to, da bomo ta zdaj že zelo velik del muslimanske skupnosti manjšine nekako porinili na obrobje, jih marginalizirali, jih stigmatizirali in potem se bo zgodil kontraefekt. Kot se je zgodil v Franciji, ko ženske niso odvrgli tančic, ampak so se samo preusmerili v drug izobraževalni sistem, ki ni evropski in ki ni tako vse stranski, ampak je izredno islamski. In potem ne govorimo o francoskih zdravnicah, učiteljicah, znanstvenicah, govorimo o islamskih aktivistkah.
ki bodo na popolnoma drugačen način mogoče implementirali tisto znanje, ki ga dobijo v takem izobraževalnem sistemu. Skratka, čas je, da spregovorimo tudi o teh stvarih, o tem takšnem vključevanju, se pravi enakovrednem, obarvan z enakimi možnostmi in pa res z enakimi pravicami. Kar se pa tiče samega načina oblačenja, tudi moj recimo je, jaz poskušam nekako vedno biti v skladju z večino, se te večini tudi približati, tudi svojim načinom oblačenja, ki je nekoliko drugačen. Po drugi strani pa nisem jaz tista, ki bi nekako postavljala pogoje in pa načine islamskega oblačenja tudi pri nas. Ženske se odločamo za to svobodno in ženske z naglavno bodo v Sloveniji je zelo, zelo malo. Tistih, ki pa so javno izpostavljene, pa ni. Ženske, ki nosijo burko v Sloveniji, mislim, da je okrog 15. Jaz jih poznam in načeloma so se za to odločili zelo svobodno in to nosijo tako zelo, zelo ponosno, pogumno. Jaz ne vem, če bi se odločili za ta korak in kako se obnašamo ljudi, ki so pogumni, se mi obnašamo plemenito. Skratka, gre za popolnoma osebno odločitev, nobenih prisil, nobenih radikalnih potez, skratka, to je njihova osebna odločitev. Res pa je, da jih malce pogrešamo v tem medijskem prostoru, kjer bi nekako izpovedali te svoje osebne zgodbe, zakaj tak korak in zakaj tak način oblačenja. Skratka, jaz verjamem v to raznoliko slovensko družbo, kjer bomo nekako poskušali to družbo obogatiti vsak na svoj način. Verjamem v neko normalno večino, ki bo znala ta prispevek in to bogatstvo tudi prepoznati. In pa verjamem v tudi politični sistem, ki bo nekako začela počasi vključevati te ljudi, zlasti tam, kjer so ti ljudje najbolj tudi ključni. In kot sem rekla, to je tista moč odločanja, kjer v prihodnosti želim nekako vse te akterje tudi videti in te neke reprezentativne osebe, ki bodo dali upanje, da tudi v Sloveniji lahko živimo v tej neki koheziji, ki ne bo marginalizirala nikogar. Jaz se bom zdržala komentarjev in bom dala besedo takoj Ani Frank, ki bom zastavila vprašanje o konceptu orientalizma, ki ga verjetno vsi poznate. Pardon, Ani Frank bom predala besedo in jo bom vprašala o konceptu orientalizma, ki ga verjetno vsi poznamo. Skratka, ko je Edward Said raziskoval, proučeval znanost v 18. in 19. stoletju, v 18. in 19. stoletju v Orientu, zanima me, ali je to še aktualno in Ana nam bo podala in tak malo globljoviti komentar. Izvoli, Ana. Dobro večer, hvala za vabilo. Zdaj se bom s tem vprašanjem tudi navezala na to, kar je povedal Faja, namreč, da povem eno zgodbico. Ko sem se na mnogih poteh peljala iz Istanbula v Ljubljano, je na letalu en gospod razlagal drugi sopotnici. Kako moderna je ta Turčija, pa tudi Istanbul. Jaz nisem predstavljal, da so taki. Jaz mislim, da so taki, kot so nas učili v šoli, z mečem v rokah in s turbanom na glavi. Torej, začuden je bil nad tem, da se je pač neka država razvila in da ni takšna, kot da si jo on predstavljal po, ne vem, v zgodbicah tisočine nemoči. No, to je za orientalizem, ki je še vedno živ. Drug primer bi lahko bil recimo moj pokojni nono, ko sem mu rekla, da grem študirati v Turčijo, je rekel, ti Turki, pa oni so nas napadali in nas obglavljali in tako naprej, kar vsi poznamo, teh 500 let nazaj. A nikoli pa ni tako govoril o Nemcih, recimo, in o nacističnem režimu, kljub temu, da je bil eno leto sam v nacističnem kampu. Ta del zgodovine je nekako pozabil, ker se je to potlačilo, prečistilo in tega pač o tem se učimo, ampak to so Nemci iz tistega časa, sedanji Nemci so pa drugačni, novi, moderni, tako naprej. Ampak ko govorimo o Orientu, o muslimanih, o
islamu imamo še vedno neke predstave, ki izhajajo iz teh zelo daljnih zgodovinskih opisov. In iz tukaj izhaja tudi recimo tale fokus na pokrivanje. Ne? Odkje je ta obsedenost s pokrivanjem žensk nastala? Namreč v začetkih, ko so se začeli evropski popotniki srečevati z islamom, sploh niso tako opisovali muslimanske ženske kot zatirane, kot pokrite, kot skrite, kot ne vem kaj, ampak so jih celo hvalili, kako so svobodne, kako so samoiniciativne, s čim se ukvarjajo in tako naprej. Potem, ko se je začel na Zahodu nekako spreminjati tale koncept od tega, kako mora ženska izgledati, so pa kar naenkrat one postavljajo pogled, kako so boge, zatirani, levo, desno in vse so pokriti. V bistvu motilo je tudi to pokrivanje, ker pač se jih ni dalo videti, se jih ni dalo tipati, se jih ni dalo v bistvu priti v stik z njimi. Ne? In zdaj, če preberete recimo dosti literature na to temo, ki se v bistvu ukvarja s tem, poleg Saida, izhajajo seveda iz njegovega uvida, da so te znanstveniki prispevali k temu, da imamo mi zdaj neke predstave, ki so v bistvu zelo stereotipne. Ne? In se še vedno ukvarjajo z nekim imaginarijem nekega islamskega sveta, ki je v teh pojmih homogen, čeprav imamo, kot vidimo, kot so povedali in Anja in Hajla, imamo zelo raznolike, zelo heterogene skupine ljudi. Pokrivanje je zelo raznoliko, te pomeni so zelo raznoliki. Prav tako pa recimo Ruta, ne? Ko sem jaz bila v Turčiji in sem se srečevala ženskimi pokritami, sem jo vse spraševala na drugah, zakaj te v tebi pa toliko samo to zanima. Ne? Mi imamo za ponuditi dosti več, ne pa samo to naše pokrivanje. To je en del naše identitete, na kar smo ponosne seveda, kot je rekla Fajla. Mi smo zdravnice, smo študentke, imamo dosti za ponuditi tej družbi, ampak vsi nas se zaustavijo samo pri tem, kako zgledamo. Ne? V bistvu pa moramo premisliti, da zakaj se nam zdi pokrivanje nekaj nenavadnega, biti nepokrit pa je kot nekaj samoumevnega. Tudi Anja je povedala, da so se v zgodovini, v vsakem zgodovinskem kontekstu so se pokrivali tudi kristjanke, judinje, glede na socialni status. V bistvu dosti razlogov, zakaj se ljudje oblačimo, kot se oblačimo. Če pogledate danes nas tukaj, smo več manj podobno oblečeni, zato ker so konvencije oblačeni danes pač takšne kot so. Noben je tukaj prišel v neki baročni obleki, ker če bi ga imeli za malo prismuknjenega ali pa ekscentričnega. Zato, ker pač baročno smo se oblačili v tistem času, ker so veljali takšni pogoji oziroma pravila oblačenja. Ne? Tako, kar je treba premisliti, je v bistvu ta predpostavka o tej normalnosti tega, kar naj bi Zahod predstavljal in tej nenormalnosti, čudaškosti oziroma tujosti, ki nam je predstavljal vsak, ki je ali drugače oblečen, ali drugačne vire, ali drugačne barve kože. Tako da v bistvu, kar jaz hočem opozoriti, je na ta razmislek, ki je vse prepotreben danes, da ni samoumeven način, v katerem živimo, način, na katerega se oblačimo, ni samoumevno, pač, da mi določamo norme drugim in da se bojo drugi samo temu prilagajali oziroma se totalno asimilirali, ampak ravno to si priznati, da smo tudi mi ena partikularnost, določena z našim kontekstom, časom, političnim sistemom, socialno družbo, ki je v bistvu ena od mnogih. Nismo pa mi določili, zdaj pa tako, kot smo se mi zmenili v naših sistemih, zdaj pa morajo vsi tako živeti. Tako da, isto velja recimo, ko govorimo o nasilju, ko govorimo dosti krat se sliši, ja, islam je nasilje, ženski, drugi, bla, bla, bla. Zdaj, kot prvo je treba to osmisliti, zakaj mi to tako dojemamo, potem kaj so bili tisti pogoji in sistemi, ki so pripeljali do tega, da je v neki družbi več nasilja. Nasilje je tudi pri nas. Samo, da pri nas, ko pride do nasilnih izbruhov, govorimo, to so pač deviantneži, ko pa se nasilje dogaja v neki drugi kulturi, pa rečemo, to pa je značilnost cele kulture. Spet v bistvu krivimo neko široko kulturo, jo homogeniziramo in rečemo, to pa je v bistvu značilnost njih kot kulture. V bistvu ni tako, ker so različni sistemi, ki pripomorejo k temu, patriarhalni, zgodovinski,
so vojne, so ekonomski razlogi, zakaj pripeljajo do tega, da se pač v nekih deželah dogaja več nasilja. Mislim, da sem zelo poenostavljeno povedala. Še en primer lahko dam o tem, zakaj menim, da tudi mi ženske na Zahodu smo mogoče preveč samoumevno sprejeli dejstvo, da smo emancipirane. Kdor je familiaren s feminističnimi boji, bo verjetno vedel, da so se feministke zelo borile proti korzetu, ker je pač stiskal žensko telo, ustvarjal neko podobo, ki je bila boleča za ženske, ko so ga nosile. In kaj zdaj vidim na televiziji? Reklame za ravno te iste korzete, proti katerim so se ženske borile. Ampak zdaj se tega ne problematizira, zdaj to je pač ideal lepote in smo se temu vsemu lepo tako podredili. Medtem pa druge pa raje kritiziramo, ta ženska se pa ni samo odločila se pokriti, ta ženska je pa Boga, v bistvu nima sama svoje volje pri tem, da se bo odločila, kako bo izgledala, kako se bo oblačila in što se bo ukvarjala. Tako da ja, moj poziv je tudi podoben Fajlinemu, da je treba sprejeti ljudi in z njihovimi mnenji, z njihovimi znanji, ne pa s tem, kako se nam v bistvu ne predstavljajo in zdijo zaradi naših predstav, ki jih imamo zaradi zgodovinskih razlogov, zaradi neke ideologije, ki nam je, orientalizma, ki nam je v bistvu vstavil v glavo, v naše sisteme, to podobo o nekih zatiranih ženskah v islamskem svetu. Treba je namreč vedeti, da se tudi ženske te same borijo proti nasilju, same pač dosti o tem govorijo, ampak tega jim ne priznamo, ampak rečemo, ne, mi vas bomo naučili, mi vas bomo emancipirali, mi zahodnjaki smo tukaj zato, da druge dele sveta učimo, kako se morajo obnašati. A se vam zdi to v redu? Tako da jaz bom kar zaključila in dopustila raje vprašanje. Jaz bi dala priložnost še vam vsem trem, da mogoče naslovite ena na drugo kakšna vprašanja, preden odprem možnost še publiki, da vas vpraša, kaj da kaj pokomentira. Mogoče Anja, Ana. Jaz bi mogoče samo se navezala na Anino izpoved in sicer priznati si moramo, da Evropa spreminja svoj obraz, da se bodo spremenili tudi sistemi in da bo tudi ta demografska slika precej drugačna in ne glede na to, smo pripravljeni ali ne, Evropa potrebuje ljudi, ki bodo nekako reševali Evropo zlasti s to demografsko sliko. Ampak to je zdaj tako zgleda, kot da Evropa potrebuje roke, potrebuje noge, potrebuje možgane, pridejo pa ljudje. Pridejo pa ljudje s svojimi verskimi praksami, tradicionalnimi vrednotami, s svojimi kulturnimi ozadji, skratka ljudje, s katerimi je ta prvi stik z demokratično, večversko, večjezično, večkulturno Evropo lahko tudi zelo šokanten. Skratka, kako bomo živeli naprej, v kakšni koheziji, v kakšnem socialnem vključevanju in izključevanju je zelo, zelo veliko od nas. In vsak posameznik tukaj je zelo pomemben in lahko odigra ključno vlogo pri kreiranju novega, boljšega, pravičnejšega sveta. Kar je recimo meni zanimivo, ne vem, če se bo katera od vas odzvala, Ana je že nakazala v svojem izvajanju. V bistvu, ko govorimo o vlogi ženske, govorimo o tem, kako se ureja, usmerja, normira njeno obnašanje, vedenje, oblačenje, konec koncev. In v bistvu, ko smo snovali to okroglo mizo, smo izhajali z vprašanja, kako nasloviti prav to, ko naslavljamo to predstavo o domnevno zatiranih muslimanskih ženskah, zakritih muslimankah, ali ni potrebno hkrati nekako misliti pravzaprav vloge ženske nasploh oziroma položaja ženske nasploh in zakaj je vedno ženska tista, omenila si, da se moškega pokrivala sploh ne problematizira. Dobro, zdaj to malo poenostavljam, ampak recimo zakaj? Ali lahko naslavljamo tukaj tako imenovano zahodno emancipirano žensko, ki pa vendarle, ali je res osvobojena po vsem vsakršnih kulturnih, političnih, družbenih zapovedi njenega vedenja. Tisti, ki zadnje čase spremljate morda družbene medije, poznate nekaj primerov mladih
verjetno feministk, ne vem kako se same poimenujejo, ki šokirajo s tem, da recimo več ne odstranjujejo dlak po telesu. Ne? To je že ena taka zadeva, ki šokirajo s tem, da recimo ne skrivajo več menstrualnega krvavenja in tako naprej. Ne? To danes so pravzaprav razumljeni ekscesi glede na žensko normirano vedenje. Pa bi mogoče prosila za en kratek komentar, potem bi pa predala besedo publiki. Ja, mogoče, če se jaz navežem samo na to afero na Glavni hrud, ki je bila v Franciji sprožena leta 2004, Jacques Chirac, takratni predsednik, skliče komisijo, da bo raziskal ta primer, oziroma da 20-članska komisija se sestane, znanstveniki, politiki, pravniki, edukatorji, nobenega glasu pa ne dobijo ženske, seveda muslimanske ženske, da bi dejansko razložile, kaj njim to zakrivanje pomeni. Ne? Večina diskurzov na Glavnih hrutah se potem oblikuje v smislu zatiranja žensk, povezuje se z mutilacijo genitalij, se pravi obrazovanjem žensk, poligamija, vsiljene poroke v islamu. Ne? Hkrati seveda pa, kot sem rekla, žensk samih se ne povabi v ta razgovor, v to razmišljanje, niso del debate. V imenu teh žensk govorijo torej avtoritete, bodi si politične, bodi si religijske, in ženske kot označene kot tiste, ki so nemočne, ki potrebujejo nekoga, da govori v njihovem imenu. Brani bodi si na eni strani religija ali pa država. Ne? In jaz mislim, da je zelo nujno, da se vzpostavi neka platforma, nek prostor, to, kar smo pravkar slišali, da se dejansko tudi ta glas drugega glasno, pa glas druge jasno, glasno sliši, tudi pri vprašanju teh paralelnih sistemov, ki je Fajla pravkar omenila. Ženske potem seveda se jim je prepovedalo, da grejo v javne šole, v državne šole, se poslušujejo potem paralelnih tudi izobraževalnih sistemov, se pravi, vstopajo v neke mošejske šole, meždžide, kjer jih učijo imami, ki prihajajo iz nekih arabskih ali drugih delov muslimanskega sveta, seveda s popolnoma drugačnim izobraževalnim sistemom. S tem seveda se v Evropi tudi ustvarja nek paralelen sistem. Tu je tudi potem polje seveda za, rečemo, radikalizacijo, s tem, ko ta drugi odrinjen na obrobje evropske družbe, nima možnost participacije, nima nekega, čuti se dejansko kot evropski drugi muslimani, tako skozi celo zgodovino Evrope je bil že evropski drugi. Tudi evropska identiteta se formira na odnosu do muslimana, kot drugega, ljudi Turek, pravi Tomaž Masnak, se pravi, evropska identiteta je dejansko formirana na tej dihotomiji. Ampak vendarle, se pravi, omogočiti nek javni prostor, diskusije, kjer bo potrebno seveda tudi preuprašati vprašanje demokracije, vprašanje seveda teh norm tudi v islamu, kot rečemo evropski religiji, ki je že praktično od vsega začetka nastanka islama, pa par desetletij potem seveda postala tudi evropska. Vse v določenih delih Evrope poznamo avtohtone muslimanske skupnosti, od Sicilije, Španije, Bosne, seveda Poljske, Tatari, Kaukaz in podobno. Zdaj pa seveda za temi migrantskimi tokovi, če smem tako reči, seveda jasno, da bo potrebno preuprašati seveda tudi kompatibilnost, rečemo, islamskega dojemanja demokracije. Seveda islam ima tu mnogo konceptov, ki jih bo potrebno primerjati tudi z evropskimi normami. Konceptov, kot je na primer soglasje, konsens, tavhid, idžma, šura, to so muslimanski koncepti, ki morajo dobiti nekje odgovor tudi v evropskem kontekstu. Jaz mislim, da je zato treba seveda postaviti platformo, kjer se bodo, kot sem že rekla, te stvari odprle, diskutirale, ne pa posploševale, poenostavljale in tudi v imenu drugega zaključevale in razreševale. Tako da to je, jaz vidim, edina možnost. Če ne želimo seveda, da se ta drugi počuti absolutno zapostavljenega in potem takem tudi začenja svoj paralelni sistem graditi. Toliko. Tukaj bi nekaj pripomnila, ko si omenila, da pač prihajajo begunci in se pa soočajo z nekimi demokratičnimi sistemi in kaj bodo v tem prispevali. Da je treba vedeti, da mnogih prihajajo iz držav, ki niso demokratične, v bistvu niso imeli nobene izkušnje demokratičnega sistema. Niti, mislim, vem za Sirijo, recimo, poznam pač dosti ljudi tam,
so mi rekli, lete, mi nismo imeli možnosti se izobraževati v družboslovni znanosti, ker država to ni bila pogodu, zaradi tega, ker ni želela, da bi ljudje pač razmišljali, da bi ljudje kritizirali oblast. Ti dejansko nisi imel nobenega glasu in ljudje tam v bistvu živijo v nekih razmerah, ki niso nikoli videli in vedeli, kaj pomeni demokracija. To je mogoče samo tisti, ki so že prej zapustili države in živeli v zahodnih ali pa, mislim, evropskih ali pa ameriških družbi, nekje, ne. Tako da malo tudi prenagljeno zdaj pričakovati, zdaj pa bomo pa od njih pričakovali, zdaj pa se navadi na naš sistem kar tako iz danes na jutri. Ne, se zavedam, da je to proces.